Lepo pozdravljeni na 3. junijskem večeru Do Re Mi, ki ga pripravljamo skupaj z Zavodom za kulturo Bled. Nekaj težav z mikrofoni tik pred začetkom, ampak smo odvisni od tehnike in to tudi zahteva potrpežljivost. Kdo se danes predstavlja? Tukaj so zbrani že otroci od 1. do 6. razreda, nauka o glasbi, ki nam bojo zapeli danes eno pesmico za uvod, Do Re Mi ptice 3. V nadaljevanju pa bomo slišali učence iz oddelka Tolkal, nato pa nekaj solistov, komorne zasedbe in ob zaključku šolski orkester. Tamle v ozadju že pripravljena hiša Jezeršek, otroci, saj veste, a ne, potem sledi tak sladka osvežitev ob koncu šolskega leta, šmoren, ena nagrada. Seveda za obiskovalce pa tudi vabljeni, da pristopite in se osvežite. Good evening, everyone, and welcome to the third Do Re Mi June musical event, which we are organizing together with the Bled Culture Institute. We are immensely grateful that our young musicians have the opportunity to grow and learn on local stages in front of the local audience. We are grateful for the beautiful surroundings, the amazing opportunity, and all the amazing people we got to work with along the way. And of course you, dear visitors, we want to brighten up your evening with music. The first song was performed by the students of the Do Re Mi Music School, and in the continuation of the evening we will have a chance to listen to the members of our percussion department, several chamber ensembles and the youth orchestra. We wish you a pleasant musical evening.
malega pa zraste veliko, na oder vabimo to vokalno skupino starejših učencev Do Re Mi. Kot smo slišali, mladi tolkalci z veseljem igrajo v skupinah. V nadaljevanju bomo prisluhnili mladima flavtistkama, potem pa solistom na klavirju, trobenti, marimbi in na pozavni. Današnji dogodek je za naše učence tudi zaključek šolskega leta. Ustvarjanje na odru je pomemben del vzgoje mladih glasbenikov, vaša prisotnost, dragi poslušalci, pa je za nas dragocena. As you could hear, our percussionists just love making music together. Performing for us next will be two young flute players, followed by soloists on the piano, trumpet, marimba, and the trombone. For our students, this event marks the end of the academic year. Stage performance is an important part of their learning process, and your presence, dear ladies and gentlemen, means a lot to all of us. We also invite you to visit the culinary stand of Hüscha Jezerszek, as their Kaiserschmarren with a cold drink is a great choice in summer. Our young musicians are ready, so I suggest we continue with the program.
hvala mladim solistom za njihove izvedbe in čestitke za velik pogum. V tem trenutku pa sem vabim direktorico Zavoda za kulturo, gospo Lejo Farjan, saj se ji iskreno zahvaljujemo za idejo, zaupanje in seveda za skupno izvedbo junijskih večerov. Veliko nam pomeni, da naša glasba lahko pride do izraza v tako lepem ambientu. Verjamemo, da odrasli s skupnimi močmi vzgajamo mlade, ki bodo nadaljevali s kulturno tradicijo in skupaj sestavljali mozaik prihodnosti. Draga Leja, hvala, ker z nami gradiš prihodnost. Zdaj bom dala gospe Leji kaj presenečen mikrofon, ampak vseeno, če ni med tistimi, ki so na vodstvenih položajih v kraju posluha za otroke, potem se taki dogodki ne zgodijo. In jaz sem se po prvem večeru res iskreno zahvalila, da je gospa Leja tako zaupala, ker v resnici zaupati v otroke, v mlade, v ustvarjalnost je tudi riziko. Smo ga sprejeli skupaj, mislim pa, da so tudi otroci dobro sprejeli odgovornost in jo čutijo in verjamem, da bo kraj zaradi tega lepši. Hvala za besedo. Jaz se zahvaljujem predvsem otrokom glasbene šole Do Re Mi in vsem mentorjem, ki so pripravili te lepe večere. Izredni so bili, jaz sem uživala vseh, verjamem, da tudi vi in seveda se priporočamo za sodelovanje tudi naprej. Prej pa brez mikrofona sem pa samo rekla Nuši, da to ni bilo v programu, da jaz pridem do vsem, tako da evo, prepuščam moder še naprej otrokom in pa tistim, ki nam bodo polepšali večer. Dejanja oziroma glasba pove največ in nas najbolj druži, tako da besed niti ni potrebnih. Hvala lepa vsem za obisk. Hvala. Draga Leja, presenečenje so pa najlepši gradnik življenja, tako da zdaj nas bojo presenetili naši tolkalci. Izvolite.
students have taken part in various musical competitions this year, and quite a few have demonstrated an outstanding level of commitment and knowledge which deserve public mention. A young musician must possess many positive qualities: determination, discipline, work, self-confidence, and courage. We are extremely proud of all our students. No, nekateri učenci so se pa letos udeležili tudi glasbenih tekmovanj, pa se nam je zdelo prav, ker nimamo posebenega zaključka, da jim tukaj podelimo tisto zasluženo nagrado, saj to pomeni dodatno delo. Torej, takega mladega glasbenika sigurno odlikujejo lastnosti, kot so vztrajnost, disciplina, delo, zaupanje in pogum. Ponosni smo na vse naše mlade ustvarjalce, tiste, ki so danes tukaj igrali, in tiste, ki so danes poslušalci. Danes pa še posebej čestitamo za uspeh na tekmovanju naslednjim mladim glasbenikom. V nadaljevanju bomo tudi podelili nagrado za kakšen poseben dosežek pri pouku, ker lahko dobiš nagrado tudi, naprimer, če celo leto vestno pišeš naloge, ali pa če opraviš izpit na višjem nivoju kot ostali. Torej, najprej pa vabim na oder našo najmlajšo tekmovalko, ki jo pohvalimo za dve stvari. Najprej za zlato priznanje na mednarodnem tekmovanju Bolero, pohvaljena pa je bila tudi za delo pri pouku iz nauka o glasbi. Nika Repe. Trobenta. Zdaj ona to nič ne ve, mogoče se je že skrila ali pa šmora nje. Kje si, Nika? Evo, kdo je naslednji? Aha, Mark Volasko danes po mojem ni med nami, ker je doma iz Mengša, pa bo nagrado prejel kasneje. On je dobil 2 zlati priznanji na mednarodnih tekmovanjih v Italiji. No, tekmovanja iz Tolkal sta se udeležila 2 mlada glasbenika, Jure Anžič in Jakob Dovžan. Oba sta dosegla srebrno priznanje. Verjamem, da bomo za njiju še slišali. Naj povem še, da se je Jakob mogel danes znajti, ker bi ga učitelj Primož spremljal, pa izbolel, tako da je bil prejle izpostavljen na solo bobnih. Evo, na tekmovanja se je pa udeležil tudi naš pozavnist Gaber Marolt. Gaber, kje si? Dosegel je srebrno priznanje. Zlato! O, presenečaš. Zlato priznanje, bravo. No, prvič smo se pa udeležili tudi tekmovanja iz solfeggia v Mariboru, tega se je pa udeležil Jakob Langus, ki pa je tudi pohvaljen za izjemen napredek pri pouku solfeggia. Zdaj imam pa plonk listek, ne znam čisto vse na pamet, ampak sem bila pa na izpitih iz 6 razredov, to je pri nas kar tak težek izpit, ki ga ne opraviš kar tako, se celo leto pripravljaš in potem pred komisijo moraš izvajati zahtevne stvari. In bi izpostavili 3 učenke, ki so dosegle posebne dosežke. Katja Korošec dobi nagrado za najboljšo izvedbo poliritmije. Ne bomo pokazali, kaj je to, ker je pretežko. Tamle Blaž Trček sedi profesionalc, izvajaš v eni roki ritem, v drugi delitev, v eni nogi mero in v drugi tempo in še poješ. Katja, kje si? Vadla je pa z mamico. No, posebno nagrado v 6. razredu si prislužila Ina Učakar, ki je že oktobra napisala naloge za celo leto, ko še eni sploh začeli niso, je ona imela že cel zvezek. Ina je zmeraj tako skromna, ampak pohvaljena. No, mogoče si že šla domov. A, leti. Ina, čestitke.
No, posebno nagrado za celostno izvedbo izpita, ki je bil tako, kot bi ga narisal, pa prejme Katjuša Bundalo. No, naši učenci že igrajo v pihalnih orkestrih in tako naprej in smo kar veseli, da so tako aktivni. Smo pa tudi med mlajšimi učenci malo pobrskali, kdo je bil zelo priden. In sem slišala, da je bila to Mina Pintar iz 2. razreda za lep napredek pri nauku v glasbi. In Mini se moram danes opravičiti, smo pripravljali eno skladbo Črnomorje, pa je preveč otrok manjkalo zadnji teden in ona si zelo želi nastopati. Obljubim, da bomo pripravili za naslednji nastop. Evo, potem pa iz 1. razreda pa je največje znanje pokazal Erazem Šenk. Evo, zdaj pa vem, da jo moje učenke presenečene. Ena učenka še posebej, ki jo zmeri toliko skrbi, da nekaj ne zna, pa da nekaj nima, naloga vedno narejena od začetka do konca, pa še malo več in tudi znanje lepo, Karin Opalk. No, tudi če bo zamudo prejela, nam pa ostane... Torej, Jakob Dovžan, ti si pa že dobil nagrado, ampak te vseeno pohvalim za izjemen napredek pri solfedžu. Evo, čestitke, Karin. Evo, želimo, da je to spodbuda tudi za ostale, za vse naloge narejene in tako naprej. To ni kar nekaj brez veze, znanje se nalaga iz ure v uro, iz tedna v teden, iz leta v leto. Ko si pa malo starejši, pa lahko zaigraš v šolskem orkestru. Ja. Zdaj bom pa še Lano malo prosila za angleški intermezzo, potem pa komaj pričakujemo vaše izdelke. Every heart warms up to the sound of young voices. Tonight we have with us the members of the Do Re Mi Brass Band and their mentor and conductor Luka Zapušek. They will take us into the holiday time, the island of Indiana Jones, among the stars and back to the country with their last song about a dad and his 2 little horses. Torej, člani pihalnega orkestra Do Re Mi, ki pridno vadijo pod mentorstvo Luke Zapuška, nas bodo popeljali v čas počitnic, deželo Indiana Jonesa, pa med zvezde in nazaj na deželo z Moj očka ima konjička 2. Prijetno poslušanje.
Takole, pri zadnji skladbi Moj očka se nam bojo pridružili pa še mlajši inštrumentalisti, ki bodo tako dobili prvo priložnost, da igrajo v orkestru, kar je pa tudi velik dogodek. Zdaj pa preden se poslovimo, pa vseeno zahvala ustvarjalcem teh junijskih večerov,
Če je med nami Andreja Završnik, ona je oblikovala tele lepe lističe in vsa vabila in sploh bila tudi v umetniško podporo, seveda zaposlena v Zavodu za kulturo Bled. Andreja, hvala, prid Korošcu. Danes ni med nami Špele Repnik. Andreja, hvala. Ki je skrbela za organizacijo, danes pa namesto nje Diana Šebat. No, Diana bo prišla za tole lepo zvočenje, je vedno skrbel, Klemen, prid sem naprej, da te bolj vidijo, ko se tamle v grmovju skrivaš cel večer. Hvala, Klemen, za lep zvok. Tega nam zdaj prevedla, kva si rekel. Klemen je mojster. Diana, hvala. Današnji program pa so, še nekaj imam, za sponzorstvo pa skrbi podjetje Ilterum, tamle pa šef, tako da prosim, če prideš po Rožcu. Moj oče, Jože Soklič. Mojo bo Neža prinesla, evo. Brez sponzorstva v takih šolah ne gre. No, za glasbeni program pa so danes poskrbeli učitelji, pa bom izpostavila najprej našega tolkalca, saj ste ga že večkrat videli, Gregor Plamberger. Za orkester skrbi naš mlad Luka Zapušek. To je bil tudi njegov debit, tako da čestitke. Na klavirju Franko Ezequiel Pais. V orkestru je danes pomagala, drugače pa mentorica za flavte, Eva Jensterle. Tamle sem videla našega prejšnjega učitelja za saksofon, to je bil prej Tadej Šepec, po novem pa Nina Ravnjak. Nina, hvala, če si še med nami. Evo, tamle. Neža Kavčič, mentorica za solfeggio. Primož Kerštan, ravnatelj, danes zbolel. Grega Bitežnik, mentor za kitare. Hvala, Grega. No, Žiga Janežič je pa drugi mentor za kitare, ga pa danes ni med nami. Zdaj pa ste vi pripravljeni? Ste. Komaj čakate, a ne? Vi pa fajn pojte, pa lahko tudi ploskate zraven. Evo, preden se poslovimo, dam še Lani mikrofon. Hvala za te lepe večere. Vas vabimo, da tudi še malo ostanete z otroci, da se lahko podružimo. Nekaj sem pa pozabila, pa te najlepše fante, še dobro, da je zdaj Anže prišel. Bled TV pa vse snema, tako da hvala. To spa še pod Zavod za kulturo. Imamo še Rožce, seveda imamo. Če ne bi me jutri tako kregali, da ne bi upala sem prideti. Hvala. Pa Dani. Evo. No, zadnje leto imamo pa tudi en tak zelo lep arhiv fotografij. To je pomembno, ko gledaš nazaj za 10 let ali pa ko se prijavljaš na kakšno tekmovanje v Kanadi. In jaz sem bila večkrat v stiski. To zadnje leto ni tako, ker je z nami Matjaž Resman. Da pa vse to teče tako gladko, pa da ne pozabimo na kakšno vajo, na rožce, na nagrade, na vse to pa skrbi naša Špela Globočnik. Za napoved pa je poskrbela Lana Omovšek.
Evo, zdaj pa zares Lana predajam mikrofon. Zabavajte se ob mojem koničku, tebe pa vabim, da zaključiš. Vsakeč to Primož naredi, a ne, pa se na koncu zahvali še tistemu, ki je najbolj zaslužen za vse skupaj. Hvala, Nuša. Tonight's program was prepared by teachers and students of the Do Re Mi Music School. Thank you all for coming and have a good night. Ticker.